Tole je novi Megane RS in če Francozi niso mojstri oblikovanja ritk, potem pa res ne vem, kdo je. Prejšnja generacija Megana RS je bila v našem uredništvu velikokrat na testu. Preizkusili smo v bistvu vse različice in bili vedno znova navdušeni, po zimi, poleti, vedno. To je bil eden od avtomobilov, ki mora iti v zgodovino kot eden najboljših hot hatchov. Slovenskega izraža še zdaj nisem našel, ampak vse veste, kaj mislim. In to pomeni, da mora tale stopiti v precej velike čevlje. V gojzarje. Oblikovno ne bo problem, mislim, samo pogledajte ga. V tej barvi dobesedno sije in je eden najbolj nastopaških predstavnikov. Zadaj celo zgleda kot kakšen DTM dirkalnik. In 5 vrat ima, kar pomeni, da je uporaben. Jaz sem zlahka s seboj prevažal družino. V bistvu sem celo pozabil, da imam zadaj otroke, pa me je potem žena opomnila. Tudi znotraj je krasen, ta dva sedeža sta odlična, čeprav nista Recaro, takšna bo lahko imel Trophy. Volan je super in nasploh je položaj za volanom takšen, kot mora biti v športnem avtomobilu. Torej športen, voznik je kar zasiden tukaj notri. Ampak bolj pomembna je vožnja in v bistvu mi je tukaj všeč vse, razen ene stvari, ki se je pa dotakne malce pozneje. Ta RS je morda res malenkost bolj civiliziran od prejšnje generacije, kar pomeni, da boste z njim pač vsak dan lažje shajali, čeprav jaz sem že s tistim prejšnjim, je pa na srečo zelo malo bolj civiliziran, kar pomeni, da vseeno ostaja trd, sploh takšen s podvozjem kap, ki je še 10% bolj trdo, ker te potem ves čas opominja, da pač sediš v nečem posebnem, celo pri 50 km/h. Čez vsako cestno anomalijo malce poskoči in pač čuti se, da je ves čas napet. Če ga primerjam z Leonom Cupra, mi je ta bistveno bolj všeč, tisti preveč navaden. Vem, nekaterim je to pač všeč, jaz pa trdim, da naj bo športni avto pač trd in manj udoben, zato pa ste izbrali takšnega, sicer vzamete lahko navadnega Megana. Krmilni mehanizem je komunikativen in lepo obtežen, lega je vrhunska in zato se je pravo veselje hitro zapoditi v ovinke. Zaradi zapore diferenciala nos vedno lepo sledi ukazom, zadek pa je precej živahen, se mi zdi bolj kot v prejšnji generaciji, sploh če boste sredi zavoja močneje zavirali, bo kar poskočil ven. Lepo igriv je, zanimivo. Se je pa zavijanja zaradi štirikolesnega krmiljenja 4Control pač treba malce bolj navaditi, ker je hitro in zelo natančno. Edino menjalnik se mi zdi, da bi bil lahko malce hitrejši in malo bolj trd, tak, bolj mehanski. Motor je po novem malce manjši, ima 1,8 litra prostornine in nekoliko več zamika, ko močno pohodim na plin. Pač čuti se, da je manjša prostornina, zato se mora turbina zavrteti, šele potem motor res potegne. In ko potegne, povleče kot odtrgan, ker je pač 280 konjičkov veliko. In ob tem hoče tudi malce trgati volan iz rok, ne preveč, zato mi je všeč tudi iz tega vidika. Kar me res moti, je njegov zvok, oziroma pomanjkanje zvoka. Premalo agresiven je, sicer za 1,8 litra prostornine kar dobro poje, ampak vseeno tudi premalo poka, ne glede na to, katerega od teh voznih programov izberem. Se mi zdi, da je še najbolje v programu Sport, tam nekje med 3 in 4 tisoč vrtljaji, takrat iz izpuha še najbolj lepo poka. Evo takole, ampak vseeno manj kot kakšen i30 oziroma Focus RS, pa še kater drug. Tukaj vseeno izžareva premalo karakterja. Torej, Megane RS je za vsak dan postal malce bolj civiliziran, ampak vseeno tole ni avtomobil za pomehkužene. Če hočete še več umirjenosti, potem je za vas Leon Cupra. In vzemite tega z ročnim menjalnikom, ker tisti z robotiziranim vseeno ni tako hud. Samo zvok bi moral biti še malce bolj agresiven. Evo dokaz, zadnjič sem se v mestu srečal z lastnikom prejšnjega Megana RS in med vožnjo, ko se je pripeljal mimo, sem slišal njegov izpuh, svojega pa ne. Nekoliko mu vseeno manjka, je pa vseeno zelo zabaven avto.
37 evrov stane točno takšna igrača. Ni poceni, ampak dobre stvari nikoli niso. In tale dobesedno zasvoji. A če bo še enkrat pogledati njegovo ritko. Dej, zavrt. Ups.